Dobro jutro in dobrodošli na valovih Radia MTK, ki oddaja iz 5. dimenzije na valove. Ja, lepo hitijo stvari, zdaj novo leto, eni pravijo, da je danes novo leto, eni so rekli, da je 1. april, eni so rekli, da je novo leto takrat, ko se prerodiš, da takrat, kadar se prebudiš, da kadar se Bog je naša prirojena energija, torej stanje zavesti, Satan pa je nam urinjena zavest, naučena perspektiva, ki nas je prisilila, da smo na svet gledali iz naslova reptilskega uma. Torej, reptilski je tisti nagonski del, kjer delujemo iz maščevanja, kjer delujemo iz jeze, iz maščevalnosti, torej ego, strah, maščevalnost, potreba po nadzoru in dominaciji. To je tista osnovna reakcija, iz katere iz tega v bistvu mi reagiramo na svet. Svet je, kakršen je. Zdaj, edino ti si tisti, ki odločaš na svet odzval. Svet smo pogruntali je poln provokacij, poln je žalitev, poln je prezira, poniževanja, izdaje, vsega tega, ampak vsaka izmed teh, bom rekel, zbadljivk oziroma triggerjev nas pravzaprav lahko spodbudi, da mi reagiramo iz reptilskega uma. Torej, kadar smo v strahu, kadar imamo ego in tako, takrat reagiramo instinktivno, reagiramo kot reaktor, kot atomski reaktor smo, in tam pride, čujemo ego in tako, takrat reagiramo instinktivno, reagiramo kot reaktor, kot atomski reaktor smo, in tam pride, čujem. V tem trenutku gre zahvala prav vsem, ki se trudijo blokirati, prijavljati, delati ovire. To je tisto, kar v bistvu je bil test tega, bom rekel, božje napake. Ni božje napake sploh. V bistvu gre za testiranje, kdo je kdo na ravni zavesti. In če pogledamo v nekoga, ki se je prvič utelesil in je rekel, jaz pa sem božji sin, torej Jezus, on res ni reagiral iz ega, še ko so ga na križ nabijali, ni obtoževal, niti ni bil maščevalen, niti nič. Milč, dobro jutro, pozdravljen. Kot prvi si ti videl, nekaj minut čez 7, pa si prvi preletel. In to je samo dokaz, kako nam TikTok pomaga biti skrit. TikToku ni dobro, da se pogovarjamo o stanju in dvigu zavesti, o testiranju človeštva na nivo zavesti in način reaktivnosti ter način provokacije. Neumnost se je izkazala od korone dalje in kot vidimo, tudi odgovornosti noben ne prevzema, kar je značilno za ego. Ego nikoli ne prevzame odgovornosti za svoje dejanja in to zaradi tega, ker nima več stika z vestjo. In kdor nima stika z vestjo, potem nima občutka odgovornosti in sploh nima ideje, da bi mogel prevzeti odgovornost. Ko pa pride kazen, pa ta reče, ego zmer reče, to je zdaj pa meni se krivica zgodila, ali pa izdali ste me, ali pa to je bila laž, to je vse zarota. Samo prevzemati odgovornosti on ne zmore. Pa vendarle, saj piše, tudi zemeljska pravila so taka, da če si lagal pa kradel, verjetno moš nositi posledice. Če to velja zame, velja tudi za tistega, ki ima ego, kajti pred zakonom smo vsi enaki in nihče ni nad zakonom. Čeprav mogoče v tem trenutku zgleda, da pa mogoče neki politiki pa neki veljaki, da pa oni so nad zakonom. Ne vas spomnim, da nad zemeljskimi zakoni obstajajo zakoni neba. Univerzalni, če ni dobro za vse, pol ni dobro in pol ne smeš delati, zdaj ne glede na to, kaj je rimsko pravo napisalo. In recimo zemeljsko pravo nikoli ne omenja, kako naj bi bil kaznovan človek, ki, bom rekel, poškoduje ali izda oziroma prizadane sočloveka. In to načrtno. To nikoli zemeljski zakoni pravijo, nimamo kaj narediti, kolikrat smo slišali policijo, ker on je bil nad žensko sicer agresiven pa to, ampak dok jo ni nagobec ali pa dok ni črna, mi nič ne moramo pomagati. Ampak
To še ne pomeni, da se vse to ne beleži na nekem višjem nivoju. Bog vse vidi, Bog vse ve, Bog si vse zapomni. In univerzum tako obstaja že verjetno trilijarde let, ne vem, zmislil sem se. Ampak pač to je nek cikel, na katerega zdaj mi ne vplivamo. Mi smo ena taka čist kratkoročna muha, enodnevnica kot v obliki človeka. Sicer pa energetsko smo pa neskončni in jo ni stvari, da si nismo zapomnili, ne tisti, ki smo doživljali izdajo, ne tisti, ki so izdajo delali in ne zdaj to, kako si je kdo mislil pa predstavljal. Univerzum vidi točno tako, kot je in to je tista resnična slika, ki se jo ne da skriti pred nikomer. Zakaj sem izbral naslov Božja napaka? Zaradi tega, ker bi bila recimo zelo zanimiva interpretacija, če bi človek rekel, dobro, pa če je Bog, pa zakaj je pol toliko trpljenja in tega. Nekako iz tega vidika bi lahko naredili neke vrste pravljico ali pa oris perspektive, ki bi mogoče olajšala razumevanje stanja. Kot bi človek rekel, ustvaril sem vse, ljudi in zemljo in nebo in ne vem kaj še vse, in zdaj človek se ima fajn in to in naenkrat je začel človek sam sebe izdajati, krast, lagati in to in je rekel, tlele moram jaz nekaj popraviti, ne, tole sem pa jaz zašuštral nekaj, tole, kaj so mi ljudje začeli delati, kar tepejo se med sabo pa koljejo, mislim, živali se pstijo primer, kaj smo to z ljudmi naredili. No in kot da bi Bog pogruntal rekel, jaz sem pa napako naredil, je poslal svojega sina in ga utelesil. Ne? To je zgodba, ki jo imamo, ne? Pač Jezus, utelešeno bitje in tako naprej. In tam se je začelo pisati nekaj o nekomu, ki se je utelesil. Ne? Zdaj, o Jezusu je en kup besed, ampak nadaljne razmišljanje moje je bilo, kakšen je bil človek to? A je bil meren, a je bil agresiven, a je on deloval iz reptilskega uma, a je bil on kdaj maščevalen, a je on kdaj rekel, gonte se v tri pizde materne, vi ste taki. Nikoli. In iz tega naslova, ko začneš tako razmišljati, ugotoviš, da Jezus pa res ljudi ni sodil. Sam vedel je, da delujejo iz napačnega dela možganov, reagirajo iz ega, ne? To jih je hotel naučiti. Ampak on je bil vzorčni primer za to, da je lahko po 2000 letih znan po celem svetu. Mislim, da ga ni človeka, da ne bi slišal za to, da je Jezus obstajal in kdo je. Ampak religije so vse to obrnile sebi v prid pa rekle, ja, mi smo pa mi ne gledamo in on je umrl za vaše grehe. Pač religija je to interpretirala po svoje, ampak jaz si predstavljam, da to je mogel biti ten človek, ki je dosegel stopnjo zavesti, kot jo ima Bog. Pa ne Bog, zavest kot taka je povsod prisotna, edino v človeku ni bila prisotna. Po 2000 letih pa nekako njegovi nauki prihajajo v spredje, tudi knjiga Razodetja, tudi en kup evangelijev nekako se sklapa, pa nisem jaz noben biblični guru ali pa biblični mol, pa to, da ne bi kdo mislil, ampak tu in tam sem pa tja, pa ipak nekaj se poklapa, ne. Mislim, glih toliko pa vem, da tam kaj pametnega piše, pa sej nekaj sem prebral, ampak prav vse pa nisem se zdaj poglabljal, da bi zdaj rekel, pa sem pa 20 let Biblijo študiral, ker pa bi zihar tudi jaz narobe razumel. Torej vsakega malo pa razumemo. Skratka, po 2000 letih študiranja, kdo je Jezus bil in kakšno sporočilo Biblije, imamo v današnjem času od korone dalje eno veliko testiranje planeta. To sem včeraj objavil, se mi zdi, da celo človeštvo je bilo na testiranju na stopnjo zavesti. Kajti korona je pokazala en velik kriminal, kjer bi morala moralna načela ven prideti, kjer bi moralo priti na plano zaščita šibkih, zaščita otrok, zaščita zemlje, zaščita stvari, ki so nam pač zaščita nemočnih. To bi bilo moralno, etično in človeško, ampak se je v času korone izkazalo, da mnogo ljudi iz tega naslova ne operira, ne? Zaradi tega, ker seveda imajo ljudje čustvene naveze. Jebi ga zdaj ti karmični cikli, pa karmične vezi, pa karmične ne vem kaj.
Jaz sem si včeraj še celo tako rekel, karma, vsi to poznamo, karma pa to. Ampak šel sem mal v drugo smer zaradi tega, da sem si razjasnil karmična vez, karmična navezava. Jezus ni imel karmične navezave, kaj zdaj to pomeni, da ni imel staršev ali da ni imel prednikov, ali kaj, ne? Ko rečemo, ja, pa to imaš pa še iz karmične dolgove pa neki. A veste, kaj je karmična vez? To je tista vez, ki jo imaš med umom in med razumom in reptilskim umom, tem ego, tem preživetvenim možganom, instinktivnim, ki v bistvu reagira na nezavednem nivoju. A ne? No, tam špricne ven reptilski možgani, o tem bomo še kaj govorili. Gre za ta osnovni, najmanjši del možganov tle od zadaj, ki se jih da seveda sprogramirati, ampak oni vedno imajo v sebi in strah in ego in potrebo po nadzoru, dominaciji in maščevalnost. Ne? Zaradi tega so naredili zamero, da zamera se vleče in tako naprej. Ampak Jezus nikoli ni deloval iz tega naslova, ker ni imel povezave. Kaj to pomeni? Zdaj, jaz imam zadnjih nekaj let, oziroma pravzaprav celo življenje, ampak zadnjih nekaj let se aktivno ukvarjam s tem, kako reagirati oziroma kako se na provokacijo odzvati, da je to človeku primerno. Da ne, na provokacijo se ne odzovem z istim nivojem, kot sem bil, iz katerega nivoja sem bil sprovociran. Torej, mene je nekdo sprovociral iz nizkega nivoja zavesti, torej iz reptilskega možgana, ker je hotel dominacijo in nadzor. In on je mene sprovociral in jaz se lahko spustim na njegov nivo. Jaz sem vam fajn, gledam, poslušam muziko ali pa ne vem, nekaj študiram in nekdo me sprcne in jaz se iz mojega stanja, miru, razmišljanja, radosti spustim na njegov nivo in pride do bitke. On je meni želel bitko sprovocirati, on je želel meni spodbuditi vojno, on je meni želel skaliti moj mir, notranji, mojo stabilnost je želel zatresti. In dokler človek ni čustveno dovolj stabilen, potem temu primerno tudi nizko reagiraš. Kadar pa človek svoje čustva stabilizira in se zaveda, da so čustva reaktor, poln energije, namenjene meni, ne pa da jo mi nekdo krade, provocira, da jo jaz talam, preko čustev, ne? Kadar pa imamo mirna čustva, takrat pa v bistvu mi ne reagiramo več z nizko zavestjo. Zdaj smo rekli karmična veza, karmični cikel. Kam hočem pripeljati? Kadar začneš dvigovati svojo zavest, če si jo po Hawkinsu predstavljamo od 0 do 1000, do 200 funkcionira nižja zavest, ne, stopnja 200, ta reptilski ego, nagon in tako. Torej tudi ta prvi dve čakri lahko to nekako povežemo. Ampak, ko se začnemo po lestvici zavesti dvigovati v sprejemanje, v pogum, v mirnost, v srčnost, v radost in na najvišji stopni mir, kadar se začnemo po lestvici dvigovati, je to super, greš v hribe, dosežeš stopnjo miru, prideš dol, pol te pa šef iz tera vrže, ali pa žena, ne, ali pa mož. Ti nisi stabiliziral svoje stopnje zavesti. Ti moraš svojo stopnjo zavesti, kjerkoli že je, nad stopnjo 500, kjer srce funkcionira, kjer si tudi zaščiten, seveda, kjer srce odpreš, da je zaščiteno in tako. Ampak ti sam sebe nikoli več ne spustiš na nizek nivo. In zdaj, ko združba ugotovi, da tebe se ne da več provocirati na staro foro, tam, kjer si vedno ven padel, se te danes ne da. Pojačajo in naredijo pritisk večji. In tako so se meni v življenju pritiski stopnjevali kar nekaj let, kar nekaj situacij, tako nemogočih, da v bistvu rečeš, kako je to možen. Se nisem nobenemu nič takega naredil, zakaj sem zdaj deležen tega. Nekako vedno padeš v to obrambno pozicijo, ne? Padeš na nivo, ne? Izpod 200. Zdaj, ti testi se ne nehajo, dokler ti ne izkažeš, da si test opravil.
Torej, da ne glede na gmoto obtožb, ne glede na gmoto laži, ne glede na gmoto nizkotnih besed, lažnivih o tebi, projekcij, če tako reči, da v bistvu nobena izmed teh tebe ne zamaje, nobena te ne prizadene. In ne glede na to, kako je nekdo nizkoten, ti vedno odgovarjaš iz nivoja zavesti, iz nivoja človečnosti, iz nivoja nevtralnega spoštovanja. Torej, najmanj, kar imamo med sabo, ne lahko, ampak moramo imeti nevtralno spoštovanje. In zdaj, ti imaš spoštovanje do ljudi, greš v mesto, nekdo tam nima do tebe spoštovanja. Kaj boš naredil? Ti mene ne spoštuješ. Ne. Ne rabiš se z njim niti sekirati, ukvarjati, niti kakšen je, ali je ta lev, ali je ta desen, ali je janšist, ali je on fašist, ali je celo narcis. Sploh nima veze. Ti sam sebe vprašaj, a jaz sem lahko spoštljiv v tej situaciji? Sem. Bravo, to je modrost in to je moč. Če pa on ni še. Jaz mu želim zdravljenje, jaz mu želim zdravja, jaz mu to dejanje odpustim. Zaradi tega, ker bom jaz lažje hodil in lažje spal in lažje hodil po svetu. Ampak jaz njemu to odpustim. Če on ne zmore spoštljivosti, meni pokaže, kje on je. V bistvu je ne da je mene spravil na svoj nivo, ampak mi je on meni pokazal, na katerem nivoju se nahaja. Zaradi tega ga ne smem niti kaznovati. Niti nimam potrebe. Ne rabim se mu maščevati. Ne rabim ga grajati, ne rabim ga popravljati, ker ga ne morem. Lahko mu samo pokažem, kaj spoštljivost je, ne glede na okolice. A sem bil zdaj jaz dovolj jasen? Jezus je bil na zavesti zelo visoko, na tisočki, in on nikoli ni padel pod 200. Jaz sem v zadnjem času deležen kar nekaj takih testov, raznih, močnih, in moram reči, da sem začel zavestno prepoznavati triggerje in nikoli več se ne odzivam z nizkega nivoja. In to je tisti solar flash, to je ta moment prebujenja, moment, ko rečeš, valjda, mi samo reagirati ne smemo na nivo, s katerega so krenuli. Dragi moji, Bog se ni nič zmotil, Bog nas je peljal v to, da v bistvu mi postanemo stoični ljudje, ker mi reptilskega uma, ki smo ga verjetno rabili v evoluciji, ne vem, mogoče ja, mogoče ne, mi tega več ne potrebujemo. Mi rabimo imeti zavest in prav bi bilo, da bi se zavedali, kaj si je Bog zamislil. Da se bomo kregali ali da bomo kreirali. Verjetno zato, da se bomo radostili, kot se radosti vsako živo bitje. Celo človek se radosti, dok ni po čustvih hranjen, tam zapre srce. Prestrašen je in zaradi tega strahu naredi neko masko, ki je malo grozljiva, a ne? V bistvu ljudje sploh niso zlobni, a veste vi to? Ljudje v bistvu so tako močno zelo prestrašeni, da bi bila njihova rana vidna, da bi bila njihova dejanja vidna. Da so zato, da bi ta dejanja in masko oziroma svojo realnost, da bi to oni prekrili, so oni sposobni narediti najbolj nemoralna dejanja. In tu sistem reče, bravo, činčki dinčki, bravo, dobiš titulo, dobiš denar, super ti gre, the best, ti samo bodi nizkoten do ljudi, da jim še zamer malo in to je to, ego, to se podpira. Sistem pa je ves čas skrbel, da ne bi se prebudil kdo v višino zavesti, kot jo je imel veleomenjeni in najbolj znani človek, torej Jezus. To pa ne. Ker sistem je jasno pokazal, kaj bomo naredili s tem, ki bo dvigovati začel svojo zavest.
Tudi to je moja izkušnja. Meni, ko ljudje govorijo o srčkih, sončkih po prebujanju, kako je to vse krasno, ne bo šlo, ker kadar se prebujaš, padeš ti v zgodbo Jezusa in tam začnejo padati, izdaja ena za drugo in tako naprej. Tako da, ful tega. Zdaj pa jaz moram narediti eno čist mikro prekratko pauzico, zato ker moram tamle, imam pečico v igri. In bom vam dal za prebrati tolele međuvremeno. Dajte mi eno minutko, pa epska glasba je v ozadju za aptuček. Dobro jutro vsem. Neizmerno se zahvaljujem vsem, ki prijavljate, resnično naj vam bo dano videti, kaj počnete. Zelo dobro veste, kaj delate in zelo dobro veste, da ne bi smeli. In zato, da mi date prijavo, da je to neoriginalna vsebina, je zelo primitivno, ker je originalna vsebina in ima moj podpis. Ja, dobro, to ne bo. Tako se ukvarjam s stvarmi in s primitivci, ki izhajajo iz reptilskega možgana, kjer želijo dominirati, kjer želijo škodovati, ampak mene ne moreš spraviti na nivo, da bom komorkoli zavestno ali nezavedno škodoval, ker tak pač nisem in te stvari sem porihtal pri sebi in želel bi, da to naredite vsi, da to naredi sleherni človek, kajti, kot smo opazili. V zadnjih 5 letih smo milijonkrat slišali izjavo, maske padajo, maske bodo padle, maske se topijo, maske razpadajo. Zadnje čase, v zadnjih 14 dneh sem večkrat zasledil izjavo kolaps narcizma. Kaj pomeni narcistična poškodba, torej kaj pomeni, da se narcis kolapsira, kako izgleda, kadar razpada maska, ki ne more več obdržati svoje pozicije in oblike. Vse to smo se že, pa se bomo verjetno še pogovarjali, pa vendarle. Zdaj, ko maske padajo, je potrebno, da drug do drugega izkazujemo sočutje. Torej, ljudje bodo bentili, besneli. Človek, ko mu pade maska, vedno pol na koncu pokaže svoj pravi obraz in ta pravi obraz je poln strahu, gneva, bolečine, te gnojnih ran in tako in je na zelo nizkem nivoju, v sramu, v strahu, torej to so najnižje stopnje zavesti, bom rekel, tega reptilskega uma, tega ego uma, ali kako čem te to reči, to je pač ta najbolj plazilski se tudi reče, če ne veste, kaj to je, pa malo pogooglejte, pa vam bo hitro jasen. Ja, v teh momentih bi bilo prav, da v bistvu izkažemo stopnjo človečnosti, ker otroka, ki je padel s kolesom, pa si je razbil koleno, ko je prišel k vam jokat, kaj mu boste rekli, kaj sem ti rekel, da ne, pa ga boste še brcnili zraven. Ali mu boste rekli, v redu, saj bo, ni panike. Smo šli čez to in vse bo v redu, ker tudi bo. Ne glede na to, če maska odpade, to še ne pomeni, da človek mora umreti. To je nekaj, kar v bistvu bi bilo prav, da se zavedamo vsi. Torej, propad in razpad oziroma umrtje ega ni bilo prav, da se zavedamo vsi. Torej, propad in razpad oziroma umrtje ega ni dati, kaj pa jaz vem, nastaviti uho, ne rabite nič kaj dosti govoriti, bodite tam prisotni. In dajmo dati pomoč sočloveku.
Vso jezo, ki se bo iz ljudi ven valila in gnev in vse to bo prihajalo ven iz ljudi, v največji meri jeza. To jezo je potrebno pretopiti, prealkimizirati in pretvoriti v odločnost, pogum, v jasne in postavljene meje, v motivacijo in ščit. Če sem prej rekel, da ko je srce ranjeno, takrat se zapre, naredi ogrado okrog sebe in človek se odmakne od srčnosti in se predaja reptilskemu umu. V teh situacijah človek v bistvu, če hoče dojemati razumevanje energije Boga, tako imenovana visoka zavest, in potem potrebuje visoke senzorje. Začne se na zemlji imamo 5 čutov, pol rabimo pa 6, pa še 7, pa ne vem koliko gor jih je. Ampak, če hočeš kaj občutiti, moraš ti imeti čutila odprta in če je kaj glavno čutilo na tem svetu, je to srce. In zdaj, če imaš srce zabetonirano, pol ne boš nič čutil, pol je game over. Mislim, ni game over, da boš umrl, ampak tako živiš, z zaprtim srcem. Ljudje se bojijo odpreti srce, ker imajo v spominu, sem bil ranjen, mene noben več ranil, Mislim, človek, ampak tudi živel ne boš, tudi ljubezni ne boš mogel doživeti zares, če imaš zaprto srce. In nikoli niste bili preveč občutljivi, kvečem premalo občutljivi. To je samo fraza sistema, si preveč občutljiv. Zaradi tega, ker sistem ve, da če boš ti svoja čutila prepoznal, jih začel upoštevati, rekel, to pomeni to, ta občutek pomeni to, ta občutek pomeni to. Boš naenkrat ugotovil, da ta čutila so bistveno bolj pomembna, kot so oči in usta. Ljudje imajo oči, da gledajo, pa ne vidijo, imajo ušesa, da poslušajo, pa ne slišijo. In če gledamo Malega princa, je rekel, če hočeš stvari videti, jih moraš gledati s srcem. In ljudje smo imeli po večini zaprta srca, ne odprtega srca, zaradi tega, ker odpreti srce je bilo v tem svetu nevarno. Odkar pa smo v času korone, koronske čakre, kjer je bilo treba maske gor, maske dol, pa testiranja, torej testirati sebe na avtentičnost, na pristnost, boš masko nosil ali masko ne boš nosil, zdaj so to prispodobe. Maska kot ego, testiranje je situacija, ki jo imamo in kako se ljudje odzovejo na situacijo. Mi imamo v novicah, kjerkoli pač neko objavo in pol ljudje. Oni zdaj ne bodo ničesar popravili, samo izkazujejo sami sebe, kje se nahajajo. Dokler ima človek razvitejšo zavest, karkoli višje od 200, že ima občutek, da ni prav, da kar vedno tudi sam nisem mogel zdefinirati, ali gre za ego, narcizem, zlobo, demone, nizko, visoko zavest. Saj nisem bil nikoli levi pa desni. Mislim, tudi to neumni pa pametni, te delitve, to je čist grozno vse skupaj. V osnovi resnično vam povem, vsi smo eno. Je pa res, da nismo vsi povezani še. Ker je treba dvigati zavest, ker povezani smo v visoki zavesti. Ti moraš imeti visoko zavest, da se sploh priklopiš na to, čemur se reče Bog, da ga doživljaš znotraj sebe. Nizka zavest je tisto, kjer nas je sistem načrtno držal, ta 3D lažniva matrica, ki je rekla, bili smo na Luni, Jezusa je bilo treba ubiti, ker je bil Baraba, res je bil svina. Varno in učinkovito tudi, to tudi. To je vse laž, to je vse farsa, pa to sem zdaj povedal 3 stvari. 5 milijard je tega, kaj vse so se nam zlagali in nas naučili neke interpretacije, neke perspektive, nekega pogleda na svet, na ljudi, na stvari, tudi na denar. Pa ker sem glih denar rekel, mi imamo ljudje nekje z tega sistema navado, da smo navezani na stvari. Če smo se prej pogovarjali o karmičnih vezeh, smo rekli, da je vez med malimi možgani pa razumom, torej med reptilskim umom pa umom, nikoli ne smeš več priti dol, torej je treba pretrgati vez med tema dvema. Vez, to je spet virtualno, še rekel zdaj pa ne sme.
ti reagirati nikoli več ne smeš iz nizke zavesti. Torej, to pomeni, da si se stabiliziral nad 500 in ti ne padeš več pod 200, pa da si bog stari. Pa se lahko vsi okrog tebe matrajo, kako te bodo zjebali, da boš padel, ti ne padeš, ti ne padeš v čustveni vrtinc, ne? V to spiralo čustveno, ki nima ne konca, ne kraja. Ampak imamo še druge vezi, imamo še vezi, ki so, jim tudi lahko rečemo karmične, ki se ponavljajo, ciklajo se. In to je emocionalna naveza na partnerja, na prijatelja, na sošolca, na 1001 imamo vez, povezavo, navezo na ljudi. Večinoma se človeštvo ne nahaja na nekih strašnih stopnjah zavesti, ne? Mislim, raznih budav pa to nekako ni, ne? Tako da po večini se navezuješ na ljudi, ki niso uredili tega, ne? In ti se v bistvu karmično navežeš z nizko zavestjo pri nekomu, preko čustvene naveze. Zaradi tega je treba čustveno navezo odrezati. Lahko se jaz družim z vsemi ljudmi, ampak a sem s kom čustveno navezan? To je pa druga pesem. Zaradi tega, ker moja sveta emocionalna energija je moja. Ti imaš pa svojo. Kdo je rekel, da čez ti svojo frderbo, da boš pa še mojo? To pa ne. To je tisto, česar se moramo naučiti in tega ne se Bog želi naučiti. Ne, ker je napako naredil. Bog ti nič napako naredil. Vse štima. Verjetno gre za evolucijo. Pa sploh nima veze. Tukaj in zdaj smo, kjer se nam kaže, kdo je v času korone bil tiho, kdo je podpiral umore, kdo je bil... Vse prihaja na plano, izkazuje se pa, kdo je v času korone začel delati delo na sebi, sam sebe zdraviti. Čakaj, kako sem jaz to napisal? Vsi smo božji otroci, a ne? Ne, božji. Vsi smo boljši ljudje. Od koga? Ja, od prejšnje moje verzije, ker nisem bil pozdravljen, ne? Jaz sem malo boljši človek, kot sem bil včeraj, ali pa prejšnji mesec, ali pa prejšnji let. Zase zagotovo to lahko trdim, ker pač jaz ljudem ne želim slabega, čeprav mogoče kdo čuti to tako, ker če bi ljudje čutili samo mehkobo v mojih besedah, potem bi nas bilo zdaj 2000 tlele. Ker pa ljudje iz mojih besed slišijo tudi tisto, kar zaboli njihov ego, zaradi tega se ljudje mojih vsebin izogibajo, sistem pri temu pomaga, plus razni drekači, ki pridejo prijavljati in tako naprej. Vse to je jasno, kako deluje ta veriga, nič ni to novega, ampak že prej sem rekel, Bog se vidi, Bog se ve in vse to je zapisano v akaški knjižnici, do katere že tu in tam dostopamo. A ne? In ja, boljši ljudje smo vsi, ki smo naredili nekaj na sebi. Žal pa se izkazuje, da v zadnjih 5 ali pa v zadnjih 30 letih ogromno število ljudi na sebi ni naredilo nič, celo so se norčevali z tega, da je treba kaj na sebi narediti, ker ego nikoli ne bo priznal, da je treba kaj na sebi narediti, ker on je že naredil sliko na ven in to je treba sem še vzdrževati. Ne? Delo na sebi pomeni očistiti se vsega možnega, torej vseh vezi, vseh povezav in vsega, kar vas vleče v nelagodne občutke. Naj si bodo situacije, naj si bodo ljudje ali naj si bo karkoli, kar vas dela neugodno pa nelagodno situacijo. In naj vam povem, da se stvar ne bo umirila, ampak se bo stopnjevala. Tisto, kar vam je danes malo neugodno, ali pa tisto, kar vam recimo 2 meseca nazaj je bilo tako malo neugodno, vam je danes v bistvu že baš dosadno. Jutri ali pa v prihodnje vam bo toliko dosadno, da boste mogli sami sprejeti odločitev. Enough is enough. Dovolj je dovolj. Univerzum vas in nas rine, da prepoznate, kaj je avtentično, pristno, kaj je človeško in kaj pristno ni. In če se ob nekomu v neki situaciji, v kakršnih koli odnosih počutite nelagodno, je edini možni nasvet distanca. Ni nujno fizična, čustvena.
čustveni odklop je najbolj pomemben. Je tudi fizična distanca pomembna zaradi tega, ker zgolj mentalna distanca dok nisi ti ozdravljen, te to hitro lahko nazaj not popelje. Tako da načeloma razpadle bodo vse vezi, ki ne stojijo na pristnosti. Zdaj boste rekli, ja, pol bomo pa vsi šli neki narazen, pa vsak posebej. Ne, šele ko se zaprejo ena vrata, se lahko odprejo druga. Zaradi tega so temačne sile skrbele za to, da so bili nekako na vezi z empatom, da se ne prebudi, da ne bo slučajno on odprl druga vrata. Je vedno treba imeti eno nogo na to stran. Ne? In dejstvo je, da dokler imamo kakršnokoli vez z nečem, kar ni pristno, tudi sami sabo, ego, da vzgajaš nekaj, kar ni pristno, da sam sebi zagovarjaš nekaj, kar ni res. Dokler imaš te povezave, ne moreš napredovati. Kajti v Ascensionu lahko napreduje samo človek, ne more napredovati maska. A ne? Človek lahko napreduje preko srca, ne preko ega. Ego se ne more nikamor več dvigati. Ego je že zdaj, toliko, ki je ego velik, nikoli v zgodovini verjetno ni bil, ne? Toliko je zdaj vse naduvano. Tako da očitno ego ni prava pot do Ascensiona, ampak je preko srca prava pot do Ascensiona, do dviga zavesti, ker ti moraš najprej s srcem kot čutilom prideti na malna ti, a ne? Živzi, da ga se malo razumeš ti s svojim srcem, da sploh veš, kaj imaš rad, pa česa ne maraš. Zato pa imaš srce, da ti pove, kaj ja, pa kaj ne. Ne pa, da v bistvu ti ni dober, besede slišiš pa lepe. Nešto ne valja. Ne? Ni ti dober v službi, ampak ja, kaj pa čem, ne rabim plačati. Jaz to razumem. In je tudi tako prav, ampak bi človek mogel reči, v tej službi to je treba zamenjati čim prej, ker to ni to. A ne? Ampak to je spet, to je zgodba zase. Ok. To smo. Beseda Bog, ta se mi zdi tudi dobra. Beseda Bog je v angleščini God in kaj to pomeni? I got it. Oh, yes, I got it. Ja, zdaj pa imam. Aha, po svetu sem je, lučka sem je posvetila. Aha, zdaj pa štekam. I got it. In to pomeni God, to pomeni Bog. To ni črevesje, God. To je uno, ki ti klikne. Aha, a ja, zakaj meni Štefka govori, da jaz ne znam kuhati makaronov? Zato, ker sem jaz zanč Micki povedal to, pa nobenemu drugmu. Aha, Micka je šla Štefki zašpecat. Aha, I got it. Najdu sem povezavo, ne? Zemlja ni okrogla, zemlja je okrogla. Zemlja je ravna, zemlja ni ravna. Kaj zdaj? Kako pa? Zakaj bi nam lagali, da je okrogla, če pa ni? A ja, zato, ker pol bi nas Ferbec smatral, kaj naprej. Tako so pa ujetniki. Aha, I got it. Maske, cepljenja, testiranja, panika, strah. Pa zakaj to? Cepiva. Kako so cepiva toliko hitro naredili, toliko milijard, to nek ful hitro vse, ne? Čakaj. Pa valjda so bila prej cepiva, pa pol virus, pa si to je Max Orwell, ali Max Orwell je o tem pisal, Max. Da bodo najprej cepiva, pa si bodo pa virus mislili. Aha, I got it now, aha, zdaj pa razumem. To pomeni God, I got it, seštej, God is mental. Kot pa lahko zaznamo, folk ne more sešteti niti tega, da v bistvu s takim strojem, ne, kot sem ga tlele pokazal prej, pač niso mogli priti na Luno, ali zastopaš, če še vedno verjameš, da so s temle pristali na Luni. Če tole kar vidiš, če ti to verjameš, pol jaz res ne vem, kako naj ti pomagam. Zato, ker dve možganski celici pa da ja imamo, anode. In prav bi bilo, da jih tudi užgemo in da vse te celice začnemo uporabljati, da skupaj seštejemo 2+2, anode. Da pogruntamo, da ni bilo varno in učinkovito in da virus ni obstajal in da cepiva so bila, zdaj pa ne vem, vse ni nujno, da so bila strupena.
Sploh ni, mogoče so bile vse fiziološka raztopina. Ne želim nikogar strašiti, ker ni to moja ideja. Moja ideja je, da smo na koncu dodaje, da se počutimo lažje, bolj pomerjeni, pa za več razuma, da več dojemanja, da več razumevanja, da imamo več. To je moja ideja, da ne bodo mislil, nobenega ne želim strašiti. Ampak za usput, no, ker smo že glih tle, Trump je prepovedal medijem vstop v press conference room. Torej tam, kjer ima Trump novinarske konference, je rekel, veš kaj, official media, get out! Get out! Do zdaj niste nič prav poročali, mrš da vas ne vidim. To je velik korak, dragi moji. Zdaj, kaj je z Ibsenovim listom? Kaj je zdaj z Obamo? Je folk kar na Ibsena pozabil, pa imamo Obamo, kakor se dirigira, tako gre. Ne, sej pride vse na plano. Vse, kar gledamo, je z namenom prebujanja človeštva, dviga zavesti in testiranja, kje se kdo nahaja. Ne glede na test, kje se je kdo znajdel, ko je maska padla, še vedno smo konec koncev vsi homo sapiens. Ampak ideja je, da smo povezani z zavestjo. Nihče ni kriv, da smo se rodili v ta 3D iluzionistični svet. Nihče ni kriv, vsak od nas pa je odgovoren, da svojo zavest dvigne, da se zaveda, da smo človeku človek in da ga ni zakona v vesolju, ki bi dovoljeval škodovanje lastni vrsti oziroma habitatu. Ne, ga ni. Nič na tem vesolju ne dovoljuje, da se poškoduje živo bitje ali da se poškoduje karkoli. Nič na tem univerzumu. Razen ta jeben 3D matrični iluzorni sistem. Edin tukaj pa imamo destrukcije ljudi, narave, uničevanja, vzgajanje japonskega dresnika ob avtocestah, železnicah in ob potokih. To je vzgoja invazivne rastline strani sistemskih ljudi. Sistem je to naročil. Jo, kaj pa češ, ko so naročili? Stari, ne smeš tega. Moralno ne smeš. Če pa ne veš, da zakonsko ne smeš, ustavno ne smeš in po 10 božjih zapovedih ne smeš, dragi moj, potem pa tebi pripada en ohladitveni tuš. In to je tisto, kar bomo gledali. Vojaške aretacije na big scale. Meni verjemite, da bodo mnogi ljudje areterani, še več njih pa bo razgaljenih. Razgaljenih zaradi tega, ker se zavest kolektivna na tem svetu veča in enostavno ni drugega izhoda, kot da se pokaže, kdo je kdo. Mi smo rekli, v letu 2025 nihče ne bo več mogel skrivati svoje vsebine. Še kaj? To ni zaradi tega, ker bi jaz bil kakršenkoli ali pa da bi kdorkoli bil za to odgovoren. Taka je prerogba in vse, kar je, želim jaz pokazati, kdo sem jaz. To delam 3 leta, se kažem, kolikor se pač da. In seveda, valjda sem napaden, nič hudega, saj mi je jasen. Ampak mnogi ljudje se še vedno skrivajo, ne pokažejo svoje prave vsebine. Ampak tlele imam en tak zapis, ki ga je napisal Aurelius že davnega leta nazaj, je rekel, you can also commit injustice by doing nothing. Torej, lahko v bistvu priznavaš nepravičnost na tak način, da ne narediš nič. Torej, vidiš kriminal, vidiš prevaro, vidiš izdajo, vidiš mučenje, vidiš družinsko nasilje v družini in si tih. Tudi to je pokazatelj testa, ko ljudje bi morali nekaj storiti, pa niso, oziroma nečesa ne bi smeli storiti, genocida, pa so ga. Sem samo v službi. O morali, dragi moji, o morali se mi dva sprašujeva, če je to prav. Sem kar na moralo se deva mi dva sestaviti, nič ne mislim nobenega obsojati, na morali, a je to prav, ni prav, ne? Torej, daj preznej že enkrat, da zafukal, porka Madonna. 5 let se gledamo v očih, srečujemo se na ulici, pa ne morete priznati, da ste zafukali. Pa nismo vsi glupi.
Mislim, če si sam toliko glup, pa se delaš glupga, da misliš, da sem tudi jaz glup, ko to vidim, ni to zdaj neka fora dobra, a ne? In tako. Dobro, kazen pa posledice, to smo že obdelali, pa še nov kontakt. Nov kontakt je tudi ena izmed zelo, bom rekel, starih oziroma znanih fraz, ko imaš stika z nekom, ki je na nizki zavesti, ki izhaja iz tega reptilskega uma, torej ego, strah, jeza, maščevanje, dominanca, nadzor in tako. Do takih ljudi reži vsako vez in naslednji korak je nov kontakt. In ne dotikaj se nizke zavesti. Do not touch. Če ljudje niso sposobni s tabo komunicirati na nivoju osnovne človekove neutralnega spoštovanja, potem niso še sposobni niti vredni vaše komunikacije in v tem primeru imate čisto vso pravico, da rečete oprosti, hvala lepa, tole ni komunikacija zdravega formata, zaradi tega se na tej točki distanciram. Beseda ne vedno lahko obstaja in imate jo na voljo. To, da vesolje ne pozna besede ne, je iz tega 3D sveta. Še kako zelo dobro jo poznam in vem, kaj se zgodi, ko jaz rečem, wow, to pa ne. Takrat, mislim, kdo prestopi človeško mejo? Jaz postavim mejo, kdo jo prestopi? Tisti, ki izhaja iz spoštovanja? Ne. Moje meje, vaše meje, naše meje prestopajo tisti, ki imajo pomanjkanje spoštovanja do sebe in prestopijo mejo čist za nalašč, zato da dobijo vašo reakcijo. In ko rečeš ne, postaneš kriv v njihovih očeh in v njihovih očeh si tudi izdajalec in kriminalec. Tudi to sem doživel in bral in razbral od ljudi, ki so šli čez te procedure. Tako da, kadar rečete besedo ne, morate vedeti, da boste krivi, ampak to še ne pomeni, da ste zares krivi, česar vas obtožijo, ampak da ste postavili jasno mejo, ki jo morate tudi vzdrževati. In to je prav. Da postavite svoje meje je edino pravilno. Kar se mene tiče in taka so navodila in v času epohe je imeti zdrave, jasne, pokončne, stoične meje še kako zelo pomembno, zaradi tega, ker meja je tista, ki vzdržuje vaš notranji mir. Ne vem, a sem kaj falil, a je na svetu kdo, ki mu ni do miru? Mar ne hrepenimo vsi po miru notranjem? A zdaj bo pa en 24ur.com meni dvignil dekel. A res? Zdaj bo pa en tamle meni z biciklom mene švignil, pa mi bo dvignil dekel. A res? A zdaj bo pa meni partner skakal po glavi. A res? Ne. Moje jasne meje so tukaj zato, da vzdržujejo tisto, kaj je moj zaklad, kaj je moja esenca in kaj je moje naravno stanje. To je MIR. Ker šele v miru jaz lahko kaj naštudiram, kaj nagruntam, kaj spoznam. Dokler sem v paniki, žurbi, preživetveni način, back in boy iz reptilskega uma, torej ego uma, do takrat ne bom nič sestavil. Zaradi tega pa ljudje ne morejo sešteti 2+2, da se je dogajal genocid in da se kugla, naša zemlja ni kugla, na kateri bi se vrtel, da NASA ni naša prijateljica, da religija nikoli ni ljudi združevala, ampak delila enako sistem. Dokler deluje človek iz tega iz tega reptilskega uma, od zadaj malega, do takrat pač ne more tega sešteti. In to vidimo. Ko smo rekli, pa kaj ljudje ste neumni, kaj ne vidiš, ne? Koliko se trudimo, kaj divji nekateri. Zdaj smo pa ugotovili, ne morejo zaradi tega, ker izhajajo iz napačnega možgana in postavijo masko. In ta, bom rekel, pravi možgan, oni zavest igrajo. Kdor deluje iz nizkega nivoja možganov z ranjenim srcem, potem igra.
empatijo, igra moč, igra ljubezen, igra intelekt, igra zavest, vse to igra. Ampak to ni težko sprobati, to ni težko strigati tudi v drugo smer in ni težko sneti maske in nič ni to tacga. In kako smo že gledali Simpsonove, ki snamejo reptilom masko, to je prispodoba. Ljudem, ki delujejo iz reptilskega možgana, to imamo vsi. Samo delovati ne smemo iz njega. Ne sme nas ta reptilski možgan voditi. Mi imamo tle ful večjo kapaciteto in je ful bolj simpatična in ful je stvari noter, lepih, nič grdih. In prav je, da delujemo iz te velikih, te lepih možganov, ne pa iz te slabih in nimamo kaj maskerati. Boljše, da rečemo shit, ja, pizda, še zmer sem na stopni jebega plazivca. No, ampak je pa cajt, da zrastemo. Res je. In zelo hiter bo potekal proces rasti. Včasih smo za te procese rabili, 50 let, jaz sem rabil 30 let študirati, zdaj pa bo šlo veliko hitreje, zaradi tega, ker je en kup enih pomoči že na plani, že tukaj, in če dalje manj je motilcev. In vse to so krasni pogoji za to, da maske padejo. In to, da maske padejo, ni nič božja napaka, ampak božja izbira in točno tako, kot mora biti, se dogaja, ampak nič ni tako, kot izgleda in vse je tako, kot mora biti. Dragi moji, ura je 6 minut do 8, jaz sem rekel, da ne bom se delal teh TikTokov predolgih, 1 urco bo več kot dovolj, tako da jaz vam želim prečudovit petek, lep začetek vikenda, hvala lepa vsem za nič komentarjev, za nič deljenje, nič diamantov, hvala lepa za nič znanja, ki sem ga dal, ker to jaz itak sem lamatačen pa neumnosti kvasem, tako da želim vam vse dobro in lep dan, uživajte močno zelo in ljubljeni ste od neba in širše, če se le zmorete tega zavedati. Čau, čau.